Ob svoji 25-letnici je Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje iz Lukovice pripravilo vrsto dejavnosti, med drugim zanimivo razstavo sadja, ki so jo prvi petek v oktobru postavili na ogled v Zagorskem delavskem domu, kjer so tudi obeležili svoj jubilej s slovesnostjo, teden dni zatem pa še v Moravčah. Letošnjo letino, ki je sicer lepo kazala, so na nekaterih območjih zdesetkale naravne ujme in škodljivci, kar samo se ponuja vprašanje, kakšna je kakovost letošnjega sadja. Glede same pridelave smo v Sloveniji lahko dokaj zanesljivi o zanesljivosti dela kontrolnih služb in pa nadzornih, ki zagotavljajo, to se pravi, da je res pridelano na ekološki način. Drugače pa bi takole rekel, v Sloveniji imamo bistveno drugačne pogoje pridelave, kot so v nekaterih drugih državah. To pomeni, imamo bistveno večjo relativno vlažnost zraka, potem imamo drugo posestno strukturo. To pomeni, mi na eni strani imamo zelo razdrobljeno proizvodnjo in pa seveda tudi, kot sem vam rekel, razparcelirano. To močno podraži ekološko proizvodnjo. Ta ekološka proizvodnja, ki jo pač imamo, potem je še problem odkupa, ker ta odkup in pa pogoje, ki so jih pač imajo za skupine proizvajalcev kot takšne ali pa organizacije proizvajalcev, so takšna, ki niso primerljiva in usklajena z zahtevami Slovenije. Pač pa so to prilagojena po avstrijskih normativih, ki na eni strani zahtevajo preveč visok promet za odkup teh ekoloških proizvodov. To pomeni, da mi ne moremo v stvari kandidirati na ta sredstva, da bi si olajšali to naše delo. Na razstavi je bilo moč videti sadje z 11 ekoloških kmetij, ki so na ogled postavile jabolka, hruške, kaki, nešplje, skorš, kutino in še nekatere vrste. Vsega 110 različnih sort in vrst sadja. Ekološki način pridelave pomeni, da plodovi niso tretirani s sintetičnimi sredstvi za varstvo rastlin in da rastejo pod milim nebom. In takšen način pridelave se zdi za preživetje našega planeta edino mogoč, čeprav ni najbolj dobičkonosen. Vi ste ekološki kmetje, vi delate z roko v roki z naravo, zato ne špricate s kemijo in bom rekel, ko postaram, kolikor je Bog dal, tudi Bog vzame, a ne da ne, ampak to je to. Lahko so izdelki, ki so slabši, in tako naprej, jih je manj, slabše izgledajo, ampak ni pa noter kemije. Ni ono, kar je navzven izgleda čudovito, navznoter pa vemo, da nam škodi našemu zdravju, pa predvsem zdravju našega planeta. Tako da absolutno dajem podporo temu, kar vi počenjate kot ekološki kmetje, kot ljudje, ki ste zavedni, ki veste, zakaj to počenjate. To je ključno. Naj bo tega čim več, naj se to širi, naj se to predvsem tudi prenese našim zanamcem, našim otrokom, da bodo, oni bodo tako kot že morali te zadeve početi, skratka živeli nekako z roko v roki z naravo, ki smo pa že dosti pokvarili. Ne vem, če je še čas, da jo spravimo nazaj, pa da začnemo živeti. V nasprotnem primeru nas bo vse hudič vzel in se bojim, da se približujemo tej točki, nočem biti črnogled, svetle točke ste pa vi. Današnji dan in pa razstava v Moravčah je namenjena prepoznavanju tako starih avtohtonih sort, tistih sort, ki rastejo na območju Zasavja in pa v srednji Sloveniji in pa tudi širše v Sloveniji in pa morda še nimajo svojih imen ali pa imajo samo lokalne imena. Potem želimo pa predstaviti tudi sorte, licenčne sorte, ki praktično imajo določene pogoje glede samega razmnoževanja. Pri starih sortah smo se opredelili na
ohišnice, to je okrog samih gospodarskih objektov in pa v travniških sadovnjakih. Tukaj želimo izpostaviti sorte, ki sem pač že omenil, to se pravi tiste sorte, ki so lokalnega značaja, morda je neka sorta Jocgar, Vigoda, to so sorte, ki v slovenskem prostoru niso prepoznavne, so pa na temu lokalnemu nivoju zelo dobro poznane in okusne sorte. Potem zelo zanimivi so, zelo veliko število je samih kosmačev, od navadnega kosmača mimo boskovskega kosmača, rdečega boskopa in pa seveda tudi lepi boskop, to so kaj posebna verzija. Potem ne moremo mimo samih voščenk. Praktično na tem območju imamo tako gorenjsko voščenko, dolenjsko voščenko in tudi poseben vaksel, vsaka se pa med sabo loči in imajo različen sam izvor same sorte. Visokodebelna drevesa v kmečkih sadovnjakih in ohišnicah so velika dragocenost naše krajine. Res, da traja vsaj desetletje, da obrodijo. Toda pestrost okusov posameznih sort, jabolk, hrušk in drugih vrst sadja je zelo velika. Tudi uporaba je raznolika. Kaže se vprašati, zakaj je visokodebelna drevesa treba ohranjati. Prva zadeva so gosti nasadi, kjer cepimo na nizke podlage in pa na srednje visoke podlage. Pri teh lahko drevo zraste do višine 2,5 metra ali pa pri MM106 do 3,5 metra. Pri podlagi sejanec ali pa divjak, kakorkoli pač želite, pa drevo zraste poljubno oziroma glede na samo lastnost sorte. Sorte pa zopet ločimo med sabo. Ene ratajo zelo velika drevesa, široka, to pomeni, da se posamezna sorta močno loči po rasti in po habitusu. Zakaj se to dogodi? Dajte, mi imamo še v tem trenutku okrog kmetij in tudi po travniških sadovnjakih ogromno še dreves, katere treba morda samo malo obrezati in porezati ali ta suhe veje in to razredčiti ustrezno, da noter lahko vstopa na eni strani zrak, da so bolj zračne krošnje, na drugi strani pa da vstopi tudi sonce. To pomeni, gre se pa za to, da na eni strani se izgubimo in pa porežemo tiste suhe veje, na drugi strani pa zato, da preprečujemo boleznim njihove razmnoževanje. To pomeni, da bomo na tistih drevesih, kjer pač praktično smo ustrezno obrezali in pa jih urejamo, pridelali boljše in kvalitetnejše sadje. Sadna drevesa pa nam ne dajejo zgolj dobrega okusnega sadja, pač pa tudi prostor, kjer se v njihovi globoki senci lahko spočijemo in naužijemo lepot narave. Monokultura, ki jo terjajo intenzivni sadovnjaki, pa ekološko ozaveščenemu sadjarju niso dobra izbira. Sadno drevo nam lahko služi tudi kot osrednjo drevo, na katerem imamo spodaj lepo senco, lahko naredimo klopco in tudi počivamo. Drugače pa so te travniški sadovnjaki v povezavi z vključitvijo v samo naravo, to se pravi, mi vzdržujemo to različno biodiverziteto. To pomeni, mi vzdržujemo ta naravni krogotok, ki vpliva, da se lahko razvijajo zelo različne sadne vrste, sorte in pa tako naprej. Ne smemo iti pa v monokulturo. To pomeni, pri monokulturi imamo potem same probleme z boleznimi in škodljivci. Zato je smiselno, da vse tiste ta stare sadovnjake ustrezno uredimo, obrežemo prvo, potem pa seveda se odločimo za zamenjavo, morda tudi za novimi drevesi. Pri teh novih drevesih moramo pa, sem vam že prej razlagal, izbrati ustrezno podlago, to smo rekli sejanec, in pa zasaditi na mesto, kjer pač smo imeli staro drevo, vendar pa ne popolnoma neposredno tam, ampak malo zraven. Gre se pa zaradi tega, ker drevo izkoristi ta hranila okrog tam, kjer raste, tok pod krošnjo, in potem, če isto drevo damo na isto mesto, potem pride do tega, da v stvari je izkoriščila hranila in drevo slabše uspeva.
Razstava je prikazala veliko bogastvo naših vrst in sort sadja, zlasti jabolk. Ob prazniku društva si jo je med drugim ogledal tudi zagorski župan, ki lokalno pridelano hrano uživa in delo ekoloških kmetov spoštuje. Lahko rečem, ker je možno, odkupujem od kmetij iz Zasavja, iz Zagorja. Imam srečo, da poleg mene stanuje velik pridelovalec zelenjave, tako da kot družina skrbimo, da koristimo predvsem pridelano doma, z bio predelavo, kajti še vedno pravim, da pravi okus paradajza, jabolke je popolnoma drugačen od tiste industrijske predelane, kar se kupi v trgovini, ampak kakorkoli že, razlika je v ceni in tudi glede na socialno stisko si moramo priznati, da se vsakdo od tega ne more privoščiti. Seveda sem pa zelo vesel, da imamo v Zagorju veliko površin, kjer predelujejo tudi moje občanke in občani zelenjavo, sadje, kjer jim dajemo za simbolično ceno v najem, tako da skušamo tudi na tem področju biti socialni in za ekološko predelavo zagotoviti boljše življenje in s tem tudi zdravje posameznice oziroma posameznika. Večina tradicionalnih sort sadja so tiste, ki so bile pred desetletji zelo razširjene v našem prostoru. Žal ta drevesa zaradi košnje velikih površin vse bolj izginjajo z naših travnikov, čeprav so trpežna in jim že nekaj oživitvene rezi za vrsto let podaljša življenje. V zadnjih letih ta drevesa na kmetijah in v hišniških nasadih vse bolj pogumno sadijo tudi mlajši.